tajnega, razen da seveda, ker veste, največje korporacije so kupile meteorološke agencije na svetu. Zelo zanimivo. Kaj, če jim pa to? Kot so kupili vse tiskovne agencije, so kupili agencije za napovedovanje vremena. A veste zakaj? Zato, ker vam že naši zdaj meteorologi rečejo, da je jutri velika verjetnost dežleda, pa da bo koprenasta oblačnost. In potem vi to res vidite in rečete, ja, ampak so meteorologi napovedali, torej to je naravni pojav. Ker bi bilo zelo čudno, če bi oni napovedali popolnoma jasno vreme, pa bi se potem zgodilo nekaj drugega. Ampak oni na satelitu ne morejo videti, da letala bojo letela ob 7 zjutraj in ustvarjala koprenasto oblačnost. Meni se da, ker jaz sem na 700 metrov vidim po Sloveniji, jaz to vidim do Celja, pa vidim res zelo daleč. Ni od nikoder prišla fronta. Nastala je iz tega pršenja. Noben oblaček ni pripluo, ne iz smeri Celja, ne iz smeri Gorenjske, ampak so se samo te linije razširile v koprenasto oblačnost in potem pride do tlaka posloga. Ampak gledajte, če vas to zanima več, kaj lahko naredimo? Ozavestimo se, da to je to, kar je, praktično pa to pomeni naslednje. Takrat je več pritiska na naše zdravje in počutje, posebej pri ljudeh, ki so že malo narobni, in v takih dnevih je dobro uživati več blokatorjev strupov. Nekaj na to je aluminij ali bari ali kakšna druga zadeva, vse so to od nas strupi. In ne morate se izogniti, dihali boste ta dan. Tako da takrat je dobro zaužiti nekaj, kar vsebuje recimo snovi, ki onemogočajo, da bi ti strupi ostali v telesu. Koriandrovi listi, čemaževa tinktura, vse, kar ima visok delež klorofila, ječmenova trava, recimo klorela, koprive, tudi začimbe, kot so origano, majo, kapre, rožmarin. To vse deluje kot blokatorji strupov in preprečuje, da bi to, kar bo prišlo v vaše sluznice, tudi ostalo v telesu. Tako da v takih dnevih malo več notranjih higien, da to splagujete. Pa podobno je treba bolj biti prijazen do zemlje, torej tudi tla rabijo več nege, da jih rešujemo pred temi težkimi kolinami, ker pomeni, da bomo delali kompost pomarekom z jajčnimi glupinami in take zadeve, da pa mikroorganizme recimo pomagali, da se razvijajo, pa malo več gnoja, deževnikov. To so naravni ukrepi, da tla zmorejo predelati to, kar ne morete preprečiti vpade. Ja, še ena stvar, prosto, kupite PP1 merilc, stane 10-15 evrov v tistih Konrad trgovinah. Zelo praktičen, jaz z njim ugotavljam, kdaj je filter recimo za zamenjati. Ker pomeriš, koliko je PPM delčkov v nefiltrirani vodi, potem ko pomeriš, koliko je takrat, ko je filter dober in občasno, on ti ne pokaže, kaj je v vodi, ampak ti pove, koliko je delčkov v vodi. In zelo zanimivo, čist sneg in čist dež sta skoraj kot destilirana voda. 10-15 ppm, voda iz pipe je 450, 200, odvisno kakšna je. Nobena ni manj kot 150, ene pa grejo krepko čez. In če enkrat veste, kakšen je normalen dež, potem lahko sami preverite vsak sumljiv dež ali sneg ali kakoli. Mi smo prišli do sklepa, da je sneg zelo dobro uživati. Da ni čudo, da ga naš koža ima tako rad. Ampak da prečekiramo, če v redu. Koliko takih dni gleda na mesec za prašenje? A ne gledate gor? Ne, ni vsak dan in tudi zelo zanimive spored. Začnite pisati, kdaj, ko boste videli schemo, kdaj to počnejo. Iz dejstva, kdaj to počnejo, je še nekaj, da se razbrati. Glede, vsi ugibamo, glede tega nimaš podatkov, imaš pa lahko samo občutek. Glede tega, da najbolj močno pršijo ob najmočnejših energijskih konstelacijah, naprimer pred Božičem, pred velikonočnimi dnevi, takrat, ko so mrki, takrat, ko so polne prazne lune, takrat podobvezno. To pomeni o tem še nekaj več kot le zamračitev neba, pa da ne bi sončni žarki prihajali in podobno. Tako da eni so na stališču, da na ta način dejansko poskušajo preprečiti ne ta del svetlobe, ampak tudi del hrane, ki je in informacij, ki bi jih mi lahko takrat sprejemali, pa so motnje na zvezdah. Ampak gledajte, vsi ugibajo. Ja, osebno menim, da je velik na tem, ne morem pa tega razvozlati tako dokončno. Če pa to vas sproži občutek strahu, panike in ostalega, potem je pa še dvojno škodljivo.
ker potem si še bolj dovzetan tudi na fizični poškodbi. Tako da, po eni strani vedeti, kaj vse je narobe v današnjem času, po drugi strani pa po eni roki nositi sonček, po drugi pa nasmeh, to je največja modrost današnjega trenutka.